Na idilični lokaciji na obrobju zaselka na Zaplani nad Vrhniko stoji privlačna in očarljiva družinska hiša. Umaknjena pred sosednjimi objekti s pogledi na okoliške travnike in gozdove. Prav tako zanimiva kot njena zunanjost pa je tudi njena notranjost. Imeli smo ta privilegij, da smo jo obiskali v času prave zimske idile. Dobrodošli v tem čudovitem sodobnem družinskem domu, ki je od Ljubljane oddaljen približno pol ure. Hiša ima veliko značaja, odraža veliko elegance, ampak zelo pomembno dejstvo je tudi, da je bila zgrajena z zelo racionalnim proračunom. Tinka in Juri, živijo. Me veseli, da smo lahko v vajni čudoviti hiši. Najprej začnimo nekako na začetku. Juri, vi ste tukaj tisti, ki ima prednost domačega terena, ne? Ja, pozdravljeni. Ja, res je, jaz sem čistokrvni Zaplaninec, tako da lepo dobrodošli v Zaplani in v najnem lepem domu. Ja, moji starši imajo kmetijo tlele nedaleč 10 minut peš od tele čudovite lokacije in jaz sem imel to priložnost, da smo v bistvu lahko na tej parceli začeli graditi tole zgodbo skupaj z našo prijateljico in arhitektko Vivijano. A so bile kakšne posebne želje? Sigurno ste rekli, parcela je čudovita, kar pomeni, moramo res skrbno načrtovati hišo, glede na to čudovito lokacijo. Ta čudovita lokacija je tudi rahlo odročna, tako da sva si želela imeti tako hudo hišo, da bojo vsi hoteli priti na obisk. Aha, da se bo splačalo malo dlje pripeljati. Gre pa za popolno klasično gradnjo, opeka, malta, les, beton. Gradili smo 10 let nazaj, hiša ni nova, to se tudi vidi, ampak ja, bistvo je, da smo jo v bistvu gradili v samogradnji. Se pravi, sodelovali so lokalni podjetniki in pač družina od temeljev pa do strehe v bistvu. Gre za hišo, ki je zasnovana zelo ambiciozno, ampak sredstva so bila pa zelo omejena in zato sem tukaj zelo hvaležen arhitektki in v bistvu vsem nam, od prijateljev do družine, da smo uspeli narediti neko zgodbo, ki je v bistvu zanimiva tudi po 10 letih. Jaz si dostikrat rečem, da se da vsako hišo narediti z velikimi sredstvi zelo pompozno, ampak če pa so sredstva omejena in ti uspe nekaj takega, si pa toliko bolj ponosen na to. Družinska hišica je plod res zglednega sodelovanja med arhitektko in lastnikoma. S skupnimi močmi jim je uspelo v projekt implementirati tudi finančno bolj obsežne elemente, kot so recimo velike zasteklitve v bivalnem prostoru in galerija v mansardi. Idilična lokacija pa je imela tudi nekaj specifičnih zahtev, saj je bil zazidljiv le manjši del parcele in je zato bilo treba objekt umestiti ob bregu. Ta izziv so izkoristili v svojo prednost in hišo delno vkopali v teren, v ta del pa umestili servisne prostore. Hiša ima odprt tloris, da pa ne bi dragocene površine izgubljali na račun prehodov, so jih umestili kar zunaj prostorov. Dvokapnico so orientirali proti jugu, za kar največ naravne svetlobe in najlepše razglede. Ker so bili omejeni z višino kolenčnega zidu, pa so hišo razširili, da so v mansardi pridobili maksimalen izkoristek prostora. Vivijana, a se še spomnite, kako je bilo prvič, ko ste stopili na tole parcelo in ste vedeli, da prihajate z nalogo, da bo tukaj nekoč stala hišica? Ja, to je bilo kar, bom rekla, en tak poseben moment. Namreč ta parcela je čudovita, ampak še bolj se mi zdi pa recimo zanimiv ta moment, ko se v bistvu pripelješ na to parcelo. Se pravi, nekako greš skozi tak manjši zaselek, se počutiš zelo tesnjeno po ozki cesti med smrekami in manjšimi vikendi. Se malo spneš, potem pa, ko enkrat prideš na to spetino, se kar naenkrat odpre pogled in zagledaš v bistvu na desni strani to prečudovito parcelo, ki je majčkeno v dolinci in ko si na njej v bistvu misliš, da si čisto sama, ker ne vidiš teh hiš od zadaj, vidiš samo gost travnik in je zelo lepo. Ampak to po drugi strani lahko za arhitekta pomeni tudi malo pritiska, napetosti, treme, češ tukaj gor mora pa res nekaj čudovitega stati, treba izkoristiti potencial lokacije, ne? Ja, seveda, mislim, smo imeli sicer tukaj kar precej omejitev, ne, tudi kar se tiče parcele, ni bila v celoti seveda zazidljiva, samo en majhen košček, plus pač prostorski akt, ki ima svoje omejitve, ne, tako da smo bili vseeno malo omejeni,
pa še želje lastnika in vse skupaj pol je dal tak rezultat, kot ga zdaj vidite. Kakšne pa so bile te želje, smernice? Torej se mi zdi, da sta imela ona dva zelo začrtane ideje, kaj si želita, v smislu prostorov, pač neka hiša, ki je primerna za sodobno bivanje štiričlanske družine. Lastnica je želela imeti svoj atelje. Take malo bolj specifične želje so bile pa, želela sta si dvovišinski prostor, galerijo, želela sta si imeti konzolne stopnice in pa njun ločen, bom rekla, apartma v smislu, da imata svoj prostorček, s kopalnico, garderobo, spalnico, nekako na drugem koncu, kot so otroške sobe. Na čem pa midva stojiva, za kakšen tlak gre? To je v bistvu pač betonski tlak z dodatkom kvarca, ki je pač precej odporen, ponovadi se ga uporablja za industrijske objekte. Ampak ni mi bilo to všeč, ona dva imata rata tak malo industrijski stil. Seveda smo pa mogli potem dodati lesene elemente, da vse skupaj malo potoplimo. Zato je v hiši veliko, bom rekla, tudi masivnih kosov, iz masivnega lesa, bom rekla, gozda, iz naročnikove družine. Njegov oče je v bistvu par kosov celo sam izdelal, recimo mizo, posteljo. V zimskih mesecih je vzdušje v hišici še posebej čarobno. Sicer pa k toplini v domu prispevajo tudi številni retro pohištveni kosi. Par je kar 6 let bival v Bruslju, od koder je prinesel vrsto spominov, pa tudi pohištva, ki je našlo mesto tudi v novem domu na Zaplani. Od stare šolske klopi pa do klavirja iz Tinkinih otroških let. Skoraj vsak element v prostoru budi spomine. V stanovanju najdemo tudi kar veliko retro kosov. Čigavo maslo je to? Pa ne vem, obema nam je všeč ta kombinacija starega pa novega. Rada imava tako modernizem pa izčiščene stvari, hkrati pa se dosti oba navdušva nad kakšnimi mal starimi pa posebnimi kosi pa kakšnimi zabavnimi stvarmi. Ta klubska mizica v dnevni sobi je iz hiše Juratove stare mame. Mizi sva odbila noge, jo dala čisto na ene navadna koleščka in je en tak zanimiv, zelo star kos, ki je v bistvu vsem všeč, oziroma tako jim je zelo zanimiv. In pač počneva malo take stvari, zabavno nama je. V bistvu se zabavava pri tej opremi, tako. Čigavo delo je tale temna stena v dnevni sobi? To je pa zanimiva zgodba. Enkrat podoben takle sončen dan je bil. Jaz sem bil zelo zadovoljen, tukaj sem sedel in Tinka pride v svojih slikarskih cunjah in sem že vedel, da bo nekaj nastalo. In pravi, tale stena mi ni všeč, jo bo prebarvala. Sem rekel, pa saj lepa bela, saj ni problema. Ne, jaz imam pa drugačno vizijo tlele, pa bova dala prusko modro, če se ne motim. Nič mi ni bilo jasno in sem rekel, ok. Ponavadi tako, da sem jaz v začetku zelo, zelo skeptičen do Tinkinih idej. Na koncu mi pa ratajo všeč in potem, lejte, kaj smo naredili. Tako da ja, to je pač ena od kvalitet, ki jih obožujem pri Tinki. Da pa ne pozabimo tudi na najmlajše uporabnike te družinske hišice, smo za konec besedo prepustili tudi mlademu klavirskemu mojstru. Živijo, nisem vas videl. No, zdaj smo pa kle pri moji hiši. No, ni lih moja, ampak sem pa kralj te hiše. Ja, in tukaj je srce te hiše, to je, kle eksplodira vsa muzika, evo, klele klavir. Jaz sem, veste, znan pianist, ki je toliko hud, da vsi v meni vejo. A vam nekaj zašpilam?